Če se navežem najprej na blagovno znamko iFeel Slovenija, želim poudariti naslednje. Mi želimo, da se bodo ljudje, obiskovalci, ki bodo prišli v naš paviljon, tam dejansko dobro počutili, zelo dobro počutili, se pravi, in da bodo začutili to željo, da pa ali obiščejo Slovenijo ali pa začnejo z njo sodelovati na takšen ali drugačen način. In mi z vsemi temi, s tem, kar je direktorica Spirita zdaj opisala, en del teh aktivnosti, en del teh v bistvu občutenj, ki jih želimo tam prikazati, želimo pač nekako vplivati na ljudi, da se bojo med vsemi tistimi paviljoni, ki jih je, kot je bilo omenjeno, okrog 83 je tako imenovanih paviljonov, self-built paviljonov, se pravi, ki jih države same zgradijo, in pa med ostalimi paviljoni do 190, da bodo se Slovenijo nekako zapomnili. Ne potem, da bodo hiteli iz enega prostora v drug prostor, da jih bomo, ne vem, preveč pravzaprav obremenili z nekaterimi, ne vem, aktivnostmi v paviljonu, ampak to, da to, kar bojo pa tam doživeli prvič, da bodo se dobro počutili, da jim ta občutek pravzaprav pripravimo, in pa da to, kar bodo videli, da bodo ugotovili, da so pa to res neke prebojne zgodbe. In da ima v bistvu pravzaprav celotna zgodba svoj, da rečem, rep in glavo, se pravi, da bo nek povprečen obiskovalec tudi dejansko Slovenijo začutil, ne samo z tega turističnega vidika, se pravi, kot je bilo omenjeno, en del v prvem nadstropju bo ta tako imenovana Green Room, kjer se bo Slovenija predstavila z turističnega aspekta zelene, trajnostne države, in ta drug del kot nekak Smart Room, kjer se bo Slovenija pokazala, kje pa mi znamo zdaj s to naravo bivati na ta način, da imamo pa vrhunske inovativne produkte, vrhunske tehnološke produkte, znanost in projekte, ki so v svetovni špici, in da bodo to ljudje posvojili in da bodo si to zapomnili, in dejansko to je naš pravzaprav namen. In da seveda morda navežem še na to, se pravi, in zato smo tudi v tej trajnostnem stebru, se pravi, ker to je pravzaprav zgodba, Slovenija je zgodba o trajnostnem razvoju, želimo pokazati, da znamo živeti z prelepo naravo, ki jo imamo, da se tega moramo zavedati in da znamo tudi na ta način nekako tehnološko pa inovativno se obračati in razvijati, da bomo še naprej znali živeti in sobivati z naravo. In to želimo povedati celemu svetu. Morda še navezava na to, da je tam pravzaprav bo ogromno paviljonov, ogromno držav in seveda so tu priložnosti za povezovanje med paviljoni, med državami na samem mestu, seveda na različnih področjih. Se pravi, tako na področju turizma, tako na področju gospodarstva, tako na področju trajnostnega razvoja, tako na področju seveda kulture in drugih dejavnosti, imamo pa tudi pravzaprav svojo parcelo oziroma se pravi, paviljon stoji prav na začetku v samem vhodu, enega od 3 vhodov, se pravi, 3 vhodi so, eden je za opportunity, drugi za sustainability, tretji za mobility in mi smo na začetku tega vhoda sustainability, tako da bo tudi ta naš paviljon kot eden od redkih viden pravzaprav z 2 strani, ker ponavadi so paviljoni videni samo z ene strani, tako da tudi to točko, ki jo imamo, pravzaprav mikrolokacijo, bi želeli na vsak način izkoristiti in vsekakor delamo pa tudi na ostalem delu programa, ki ni bil zdaj na hitro predstavljen, o tem pa mogoče še nekoliko kasneje, ko se pač pogovarjamo tudi z ostalimi ministrstvi in pripravljamo tudi še preostanek dela programa.